Celju bodo praznične lučke prižgali v soboto 27. novembra. V celjskem zdravstvenem domu se je na PCR bris možno naročiti preko elektronske pošte. Odprto Celje in dobra država skupaj na lokalne in državnozborske volitve. Hops in Šentjur v 5. krog pokalnega tekmovanja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Do prve adventne nedelje nas loči še dober teden dni. V Celju bodo praznične lučke, ki jih v teh dneh že nameščajo, prižgali prihodnjo soboto, 27. novembra. Takrat se bo začelo tudi praznično dogajanje v mestu, ki pa bo letos zaradi epidemiološke situacije znova precej omejeno. Na Zavodu Celeja upajo, da se stanje ne bo poslabšalo in da bodo uspeli izpeljati vsaj vse začrtane aktivnosti. Že drugo leto zapored bo praznično dogajanje v Knežjem mestu prilagojeno trenutnim ukrepom in zdravstveni sliki v državi. Praznična okrasitev bo v celoti pripravljena do prve adventne nedelje. Že dan prej bodo namreč tudi letos prižgali praznične lučke v mestu. 27. se v bistvu začne pravljično Celje z prižigom lučk, na katerega sicer ne bomo vabili ljudi, tako kot lani ne, predvsem zaradi ukrepov povezanih z epidemijo oziroma s koronavirusom. Sicer pa pripravljamo praznično krasitev mesta, pripravljamo fotokotičke na različnih lokacijah, smreke bodo, lučke so že nameščene. Prav tako upamo, da bomo lahko pripravili božično novoletno tržnico, ki je lani žal zaradi vseh ukrepov na koncu nismo mogli izpeljati. Tudi gostinci se pripravljajo na pravljično Celje. Verjamem, da bodo tudi nek svoj košček v mozaik dodali mestni ponudniki, ki bodo okrasili svoje izložbe. Tako kot lani bo tudi letos okrašena izložba nekdanje naše knjige, kjer bo Božičkov kotiček. Tudi letos bodo skupaj z otroki iz celjskih vrtcev in šol z lampijoni okrasili Savinjsko nabrežje. V drugi polovici decembra pa naj bi vrata odprla še pravljična dežela. V načrtu je, dogovarjamo se z vsemi vpletenimi, spremljamo ukrepe, tudi seveda smo jih spremljali, ko smo pripravljali te aktivnosti. Upamo, da se bo dali izpeljati, seveda bomo pa trenutnemu stanju, ki pač takrat bo, prilagajali aktivnosti, tako da želimo si, upamo, da bomo lahko izpeljali, se pa zna zgodi, da bomo kakšno stvar morali prilagoditi trenutnim ukrepom in mislim, da ne bo to predstavljalo nobene večje težave. Večjih koncertov letos ne načrtujejo, prav tako ne bo tradicionalnega silvestrovanja na prostem. Koncertov in večjih dogodkov zaradi ukrepov in vseh prepovedi povezanih s tem ne bo. Bo po Celju znova ambientalna glasba preko mestnega ozvočenja, tako da vsaj nekaj tega prazničnega vzdušja z glasbo bomo ustvarili. Upamo pa, da bomo naslednje leto lahko organizirali pravljično Celje, tako kot smo ga v Celju navajeni. Na Krekovem trgu bo znova postavljena mobilna enota za audiovizualne efekte, ki bodo obogatili praznično animacijo z različnimi vsebinami in nagovori. Vse aktualne dogodke, pa tudi z ukrepi povezane spremembe, bodo sproti objavljali na svoji spletni strani in na družabnih omrežjih. Vse obiskovalce pravljičnega Celja pozivamo, da se ob obisku držijo ukrepov, ki bodo takrat v veljavi, da držijo varnostno oziroma priporočeno razdaljo, kajti le skupnimi močmi bomo pravljično Celje izpeljali do konca, tako kot si vsi želimo. V Sloveniji so v torek opravili 10.046 testiranj na novi koronavirus in okužbe potrdili pri 4.276 ljudeh. V slovenskih bolnišnicah se je tako včeraj zdravilo 1074 covidnih bolnikov, od tega jih je 236 potrebovalo intenzivno nego. Iz zdravstvenega doma Celje pa sporočajo, da naj se osebe v primeru pozitivnega hitrega testa za samotestiranje naročijo na PCR bris preko elektronske pošte pcr.hitritesti@zd-celje.si. Pri oddaji naročila je potrebno navesti ime in priimek, rojstne podatke, telefonsko številko in dokazilo pozitivnega hitrega testa.
Termin za odvzem PCR brisa bo oseba prejela še isti dan ali najkasneje takoj naslednji dan. Na odzemno mesto je potrebno prinesti ploščico pozitivnega hitrega testa, tam pa jo bodo ustrezno uničili. Odjemno mesto zdravstvenega doma Celje se nahaja za reševalno postajo. Leto 2022 nekateri imenujejo tudi super volilno leto, saj bomo imeli v Sloveniji kar trojne volitve. Volilni upravičenci naj bi se prvič na volišča podali 24. aprila, ko so predvidene državno-zborske volitve. Stranka Dobra država in lista Odprto Celje sta na njih in na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra na dopoldanski novinarski konferenci napovedali sodelovanje. Kot je bilo slišati na današnji novinarski konferenci, je Odprto Celje preraslo gibanje. Lista Odprto Celje pa je po novem tudi politična stranka. Začeli smo nekako iskati povezave prvo na lokalni ravni. S temi procesi smo začeli nekje spomladi letošnjega leta in tako smo se začeli tudi povezovati z Dobro državo, tudi z ostalimi deležniki na političnem prostoru so ti pogovori potekali, ampak nekako smo se najbolj našli tle v sodelovanju z Dobro državo, z njihovimi pogledi, tako da se veselimo sodelovanja tako na državno-zborskem nivoju kot na lokalnem nivoju. Kot je poudaril Sendelbach, so leta 2018 doživeli osip članstva, razlogi pa so bili različni. Da bi ohranili formo, so ustanovili društvo in tako delovali do ustanovitve stranke. Ekipa so bo zamenjala, ekipa se še formira, nekaj bo ostalo starih članov iz leta 2018 oziroma kandidatov. Seveda mislimo iti na polno listo 33 kandidatov za mestni svet in pa vsaj s enim kandidatom za krajevne skupnosti in mestne četrti. Tako da zdaj o imenih bi težko govoril, bo pa čas, ko bomo to z veseljem povedali. Še vedno je aktualna ideja, da bi na lokalnih volitvah nastopili skupaj s koalicijskim županom ali županjo. Zadeva se še razvija, zato smo takrat tudi nekje z Dobro državo začeli sodelovati. Zbiramo še predloge za kandidatko za županjo ali župana. Eno leto je še do volitev, tako da nekaj časa je še, ni ga pa prav veliko. In kaj je glavni razlog pri povezovanju stranke Dobra država in liste Odprto Celje? Hočemo predstaviti najboljše kandidate na lokalnem nivoju. Vidimo, da problemi Slovenije so večplastni, seveda to kadrovanje, nadzorovanje finančnih tokov in javna naročila. Na lokalnem nivoju je po raziskavah tudi največ korupcije in največ teh korupcijskih srečanj, zato hočemo kadrovati ljudi, ki so sposobni voditi na lokalnem nivoju in sposobni prevzeti institucije, sposobni nadzorovati tokove in sposobni urediti stanje za kvalitetno življenje vseh ljudi v lokalni skupnosti. V stranki Dobra država bodo celjskim kolegom na lokalnih volitvah pomagali izoblikovati najboljše liste v smislu, da bodo dosegli najboljši rezultat. Prihodnost je na vseh nivojih, pravijo, a potrebno jo je graditi od spodaj navzgor. Košarkarji Hompsov in Šentjurja so se uvrstili v 5. krog pokala Špar. Polzelani so na povratni tekmi 4. kroga z 91-67 zmagali na gostovanju v Podčetrtku in nadoknadili zaostanek 14 točk iz prvega obračuna na Polzeli. Šentjurčani so proti mlademu moštvu Cedevite Olimpije upravičili vlogo favoritov in včerajšnjo drugo tekmo v Hrušovcu dobili 87-62. Šentjurčani so pred tednom dni visoko 103-64 dobili prvo tekmo v Ljubljani in že v prestolnici rešili vse dvome o potniku v 5. krog pokalnega tekmovanja. Novi trener Boštjan Kuhar je želel povratni obračun v Hruševcu izkoristiti za dvig fizične priprave svojega moštva in pripravo na pomembno prvenstveno tekmo, ki jo bo Šentjur konec tedna odigral v Kranju. Prvoligaš je bil na koncu od tretjeligaša, za katerega igrajo predvsem kadeti in mladinci, boljši s 25 točkami razlike. Kot veste, so moje ekipe zelo tekalne ekipe in danes sem prav to želel, da tečemo, da dobijo fante dosti kondicije,
zraka, ker glede na to, ko sem ekipo prevzel, sem že omenil, ekipa je fizično slabo pripravljena in današnje tekme smo namenili prav temu. Džapa je igral prvo polčas v komadu in tako smo bila tudi dogovorjena. Naj oddela, mislim, da je pošteno od šprintov. Tudi ostali igralci so odigrali, sedaj pa pridejo tekme in treningi, ko bo treba pa popraviti še nekaj v obrambi, zato pa seveda tudi rabimo zrak in danes mislim, da smo te tekme izkoristili prav za to. Šentjur je v letošnjem pokalnem tekmovanju izločil drugoligaša Litijo in tretjeligaša Cedevito Olimpijo Mlade. Po lanskem pokalnem finalu Šentjurčani tudi v letošnji sezoni v tem tekmovanju želijo priti čim dlje. Vsak si želi priti čim dlje, je pa ena stvar, kakšna bo sreča v žrebu. Šentjur je lani imel dosti sreče v žrebu, jaz si upam, da bo tudi letos sreča v žrebu in da pridemo čim dlje, vsak ima interes priti v polfinale, če ne še dalj. Bomo pa videli, nekaj je odvisno od žreba, veliko je pa odvisno tudi od naše igre. Novi trener Šentjurja, Boštjan Kuhar, je odkar je prevzel moštvo, dosegel 3 zmage, 2 pokalni proti mlademu moštvu Olimpije in prvenstveno proti Zlatorogu. Kuhar bo skušal zmagoviti niz nadaljevati v soboto, ko bodo Šentjurčani v državnem prvenstvu gostovali pri Triglavu, ki ima v dosedanjem delu prvenstva, tako kot Šentjur, 1 zmago. Kranj je mlada poletna ekipa, ki veliko teče, polna energija, nima pa izkušenj. Vsi Kranj podcenjujejo, ampak pogledajte, Šentjur ga je podcenjeval pa izgubil. Mi gremo tja previdni, ampak z idejo, da zmagamo in z željo, da zmagamo. Zato tudi ta teden smo prav delali na tem, da bo treba z njimi teči. Današnja tekma je bila temu tudi namenjena, treningi so že močnejši in kako premagati. Jaz mislim, da na izkušnja in na moč. Upam, da bo Džapa pravi, da bo Brunčević pokazal malo več sigurnosti pod košem. Igra pod koš pa bo po mojem tista odločilna. Tu mislim, da imamo prednost. Videli bomo, kaj se bo iz tega scimilo. Vodstvo šentjurskega kluba se je pred kratkim razšlo z Ledlom, ki bo kariero nadaljeval v Bosni in Hercegovini, in Američanom Brusom, ki se seli v nemško drugo ligo. Negotov je tudi status Brusovega rojaka Meglina, tako da lahko v Hruševcu v prihodnjih dneh pričakujemo tudi kakšen nov obraz. Definitivno iščemo centra. Mislim, da naslednji teden bo nekdo prišel. Pričakujemo pa enega beka, ker so neke relacije v ekipi z našim Američanom, kar se pogodbe tiče, zelo nejasne, in ko se bo to razčistilo, bomo lahko objavili tudi kaj več. Jutri bo sprva pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne povsod ponehale, ponekod se bo oblačnost strgala. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne zamudite nas znova jutri. Nasvidenje.